En lep pozdravček vsem. Evo, danes vas pozdravljava Anita in Barbara in so rekli, da se bova dobile in se malo dejansko pogovarjale o tem, kako midve kreirava posel. Torej, obe so podjetnici, obe delava nekaj, kar me ful veseli, in tudi ustvarjava posel na drugačen način, ne? Nekaj izven okvirjev, izven nekih klasičnih načinov, kakor velja za posel v tej resničnosti. Torej, v tej resničnosti govorimo na tak povprečen, navaden način, na katerega se posluje, tukaj se izvaja posel. In tako da mogoče tudi vam predstaviva kako drugačno možnost, da obstaja tudi kaj drugačnega. Tako da, izvoli, Anita. Jaz si bom pa še tule prižgala tudi na telefonu, mogoče če bo imel kdo kako vprašanje ali pa kaj, da lahko tudi še kaj pokomentirava. Takole. Ja, jaz sem se hotela danes s tabo malo dobiti v tem času, ko razmišljamo o seminarju poslovanja na drugačen način in v bistvu sem šla pa s svojimi spomini nazaj, kje sem jaz začela kot podjetnica, ne, in da midve recimo iz dveh čisto različnih smeri prihajava, ne. Jaz sem rekla, toliko rada delam to, kar delam, ne, ampak jaz nisem podjetnica. To je bil moj štart, ne, in kako zdaj tega lahko kaj narediš, če imaš skozi neko ročno stisnjeno. Zategnjeno, ja. Ja, preden sem jaz pogruntala, da pa sem podjetnica, pa si priznala, ne, pa si dovolila to tudi začeti živeti, je bilo potrebno kar nekaj korakov, ne. Ampak na tej poti, ko živiš svoj srčni posel, moraš biti voljen se naučiti nekih novih stvari. To, ja. Ne, in jaz sem ta seminar posel na drugačen način, sem ga pred 2 leti, sem se odločila, da grem prvič na njega. Ne, in to je bilo še prej, ne bila korona. In takrat sem jaz prav spomnim se enega trenutka, ko sem tako vse preklopila, sem rekla, ne, jaz bom ustvarila več. Aha, wow, bravo. Ja, ker ta posel, ta seminar mi je tako razširil ne vem, razširil me je, enostavno tako, ne, da v bistvu potem sem rekla, ne grem več nazaj. Ja. In tako nekaj sem se spraševala, kaj bom jaz tebe danes podjetnico vprašala, spreminjala stvari, ne. Ja. A veš, je kar težko opredeliti tako zelo konkretno, ne, tale clearing sem uporabljala, pa tole orodje sem uporabljala in potem se je točno takole zgodilo, ne. Kako ti, ko pogledaš nazaj, vidiš svoje spreminjanje od tiste, ki si šla iz službe v svoj posel? To ti mene sprašuješ, kako jaz to vidim. Mogoče bi se sam vrnila malo mogoče na prvo, tako kot si ti rekla, da nisi sebe smatrala kot podjetnica. In tudi koliko imamo mi nekih definicij tega, kaj je podjetnik, ki nas pol zaustavljajo, ne? Ker jaz recimo, moj osebni pogled je bil vedno podjetnik, je nekdo, ko s kravato pa v rekelcu hodi okoli zakravatan, resen, to je nekaj resenega, ne? Dejansko pa to, kar mi tukaj kreiramo, oziroma na kakšen način jaz kreiram posel, je tako, da se zabavam zraven, je sproščeno. Bolj, ko sem sproščena, bolj, ko se zabavam, bolj stvari delujejo. In če gledam zdaj, mislim, tako, jaz sem 15 let delala, tako, če lahko temu rečemo, v korporacijskem svetu, ne, torej v tem klasičnih firmah, na različnih pozicijah. In skozi sem se počutila, da to moji talenti in vse te kapacitete, ki jih resnično imam kot bitke, čez daleč niso izkoriščene. In sem pol v tej zadnji svoji službi, ko sem bila, sem si res tako želela jaz moram iti na svoje. In sem takrat že začela uporabljati Accessova orodja. To je eno vprašanje, ki sem si ga zastavljala takrat, ko sem bila v tej službi zadnje, kako lahko boljše kot to. In je pol prišel do reorganizacije, ne, med tako, kot da me je izplunila, ne, kot da me je vesolje brcnilo, tako, ajde, ne, moraš iti, ti greš na svojo pot zdaj, ne. In potem so mi prišli na pot Barsi, ne, Access Barsi, in mislim, že prej sem slišala za njih, ampak nisem šla še na delavnico, ampak potem sem rekla, če ta vprašanja tako dobro delujejo, naj mi še Barse zažene, da vidim, kaj bo še to ustvarili. In to
dejansko s tem, torej recimo z Barsi kot prvimi, je točilo enih stvari stran in z uporabo orodij, teh, o katerih pa govorimo tudi na tem seminarju Posel na drugačen način, dejansko to mi je pomagalo kreirati in seveda spotoma, nikoli ni tako, ko nekateri mislijo, čakajo na nek popoln trenutek, popolno obdobje, da bo popoln, ne vem, nikoli ni to, nikoli, ne. In je vedno, tudi recimo, jaz na začetku recimo sem imela zastavljen posel na določen način, v smislu, kaj bom počela in sem videla, to ne deluje, to ne gre in sem dala to stran in sem bila voljna spreminjati stvari, ne. To je ena stvar tudi, ki jo mora biti podjetnik voljan delati, oziroma nekdo, ki ima posel, ki se gre posel, da se spreminja, da spreminja svoj mindset, svoje poglede, ne. Namreč vsak naš pogled kreira našo resničnost in potem se včasih čudimo, zakaj pač nekaj ne deluje, zakaj ne kreiramo denarja. In moraš dejansko vse te stvari pogledati. Mislim, jaz pravim, ta podjetniška pot, to, kakor sem jaz se vse naučila na tej poti, jaz mislim, da se ne bi mogla nikjer drugje. Ampak mene skozi imam to željo po več, ker jaz sem tako narejena, pač dosegla sem že vse, pač kar sem si zadala v življenju in pa je tako, ok, kaj še je mogoče, kaj vse še lahko naredim, in glede na to, da sem pač po izobrazbi sem ekonomistka, sem študirala ekonomijo, pol sem delala v firmah, skozi me to nekako spremlja tudi ta biznis, svet, in me je pol začel tudi zanimati, ker Access Consciousness ima torej različne specialnosti in sem rekla, ajde, da vidimo, kaj pa je ta seminar Posel na drugačen način, kaj to lahko prispeva mojemu življenju in bivanju in kako se lahko moj posel zaradi tega spremeni, In moja osebna izkušnja s tem seminarjem je, da se vsakič, torej ko sem bila na tem seminarju, ko sem se udeležila tega seminarja, se je moje prejemanje razširilo in torej s prejemanjem pa tudi moji denarni tokovi. Torej, prejemanje ni samo pač materialno, ampak prejemanje je, torej, da smo voljni prejeti vse brez pogleda. Prej si rekla, če veš, kateri pogledi so se ti spremenili, tukaj se mi je spremenil milijone pogledov, z določene sem tako res ozavestila, pač, če imam ta pogled, se ni čudno, da se mi pa tako na ta način prikazuje moja resničnost, za veliko večino pa sploh ne vem, kaj se je spremenil, zato ker so ti seminarji in ta vprašanja, torej facilitacija, tudi ki jo uporabljamo na seminarjih, tako zdizajnirani, da te ni treba vedeti. Niti treba konkretno vedeti, nek pogled ali pa, ampak sam vidiš pa, da je drugač, da si drugačen, da stvari delujejo bolje, da se stvari širijo. Jaz bi recimo za sebe rekla, da meni je najbolj dragoceno ali pa med najbolj dragocenimi vprašanji, kaj ti veš. Kaj ti veš, Kaj ti veš, in to, ko začneš stopati vase in v svoje bitje in v svoje vedenje, da ti že veliko več veš, kakor je tale tlele noter, ti skozi govori, da si ti ali vreden, ali da znaš, ali da zmoraš, ko to začneš odklepati, mislim, to se je pri meni tudi res v teh 3 letih, kar poznam Access, ogromen spremenil in potem in na področju, kako se predstaviš, kako se lahko si uživo na liveu, narediš posnetke, greš onkraj enih omejitev, ki jih, ne vem, prej kar ne bi se upala preskočiti. To pa bolj, ko si ti sidraš v to, kaj pa jaz vem o tem, pa še nisem zavestu, kaj pa jaz vem o poslu, kaj pa jaz vem o ustvarjanju denarnih tokov, o stiku s strankami, vse to, kar rabimo, poleg tega, da ti imaš rad to, kar počneš, tukaj se vprašati. In ta vprašanja ti tako lepo odklepajo, vsaj meni, in zato vabim, da se nama še drugi pridružijo, da ne si več v tej ekipi ljudi, ki imamo lahkotnost in več lahkotnosti s poslom. In to je super, da si omenila to vprašanje, zato ker ta seminar Posel na drugačen način namreč nima za vas odgovorov, kaj za vas pravi posel, ali pa ne bomo vam dali tam nekih odgovorov, ampak vas ta cel seminar začne spodbujati, da vi začnete gledati, kaj je prav za vas, kaj vi veste. In tudi ni nujno, da ste podjetnik, da imate svoj posel, lahko je to lahko ste v neki službi, lahko ste recimo
ali ne glede, ali ste se zaposleni, ali ste vodja, vam lahko ta orodja toliko prispevajo, toliko več lahkotnosti, lahko stanete boljši vodja, lahko dejansko veste, torej energijsko, kaj bojo določene vaše izbire ustvarile, ali bojo razširile določene stvari, ali bojo zaradi tega določene stvari se skrčile, ali smo z določenimi stvarmi končali, da ne vlagamo energijo nekam, kar ni prihodnosti iz tega. Ne? In recimo tudi, mislim, če pogledam tako nazaj, ne, za neko recimo večjo firmo, ne, če bi ta firma uporabljala orodja, prvo kot prvo bi se produktivnost izjemno povečala. Inovativnost, potem, ja, ta, kako bi rekla, konkurenčna prednost na trgu. Noro. Ne? In dejansko bi tudi tem firmam omogočila, da grejo v tok s časom, a ne, ker se spreminja. Dejansko se spreminjajo stvari in veliko firm ostane v tej obliki in strukturi, v tem nekaj, kar so se na začetku zadale, a ne? To je naša vizija, to je naš pogled in nikoli ven ne grejo z tega. A ne? Ampak temi orodji, ki jih tukaj dobimo in s to voljnostjo spreminjanja, je pa dejansko tako vse postane vse gnetljivo, spremenljivo in dejansko smo lahko skozi uspešni. In tudi to recimo, ko si omenila prej korono, ne, torej vsi so bili, moj bog, ne, korona, ni biznisa, bla, bla, bla. Mi z Accessovimi orodji smo kreirali v bistvu uspeh tudi v tem času, pravzaprav jaz sem imela, čakaj, kaj je bilo lani? Ja, lani je bilo pravzaprav najboljše moje leto do zdaj. Tako, če gledam po prihodkih, a ne. Tako da, ja, to je, jaz sem tako res ful hvaležna za ta orodja. Se pridružujem tebi, ker sem šla, ker grem čez tele svoje zapiske, ker pišem račune, ne, in potem vidim, koliko računov sem izdala in pa grem prav sam za sebe, kdaj, ko me malo tako odnese, ne, grem odpreti te svoje knjige in rečem, wow, koliko imam jaz stranka, koliko računov sem izdala in grem hvaležnost glede tega. In dejansko sem se na začetku leta vprašala, kako je bilo lahko to leto najboljše leto kadarkoli in je bilo to. In dejansko je bilo, ne, čeprav, ko hodiš leto 365 dni, ne, v bistvu mogoče nisi skozi v tem zavedanju, ne, ampak ko pa nazaj pogledam, pa vidim, da v bistvu sem ne. Hodila sem te vprašati, kaj pa ti misliš o poslovnih načrtih? O poslovnih načrtih? Mene je vedno glava bolela, ko sem mi rekla, naredite poslovni načrt, da boste vedeli, kam gre vaša ladja. Ja, jaz tako pač, mislim tako, ne, če pač delujemo z nekimi poslovnimi partnerji v tej resničnosti, naprimer so to banke ali neki, pač ne vem, kdorkoli, pač in če oni zahtevajo poslovni načrt, pač pripravimo, ne, tako pač poslovni načrt v smislu, da bojo oni zadovoljni. Ampak načeloma mi pač tako, jaz za sebe delam tako enostranski poslovni načrt. Tako, par stvari, par pointov, ne, par tarč, ki jih imam in to je to. Ja. Mislim, tako lahko postanejo nekje, mislim, tako, če pač delamo te poslovne načrte, prvo mi delujemo na drugačen način in nas lahko zelo to začne omejevati, a ne. Če si pa zadamo pač nekaj tako, kako bi rekla, tarče, mi temu rečemo tarče, je pa to nekako bolj ohlapna zadeva in tudi ne gremo toliko pol, recimo, če mogoče ne zadenemo, recimo, takoj te tarče, ne gremo v sodbo sebe, ampak jo poskušamo ponovno zadeti, ne, tako da pač tukaj ni nekih pravil, a ne, ampak jaz vedno rečem, ok, poglej, kaj deluje za tebe. In tudi, kaj v vsaki situaciji posamezni, kaj je potrebno. Torej, če prosimo, ne vem, za banko, za nek kredit, s katero bomo investirali nek svoj projekt, banka rabi poslovni načrt, ne bomo naredili poslovni načrt. Če gre tukaj za nekaj druga, za nek drug način sodelovanja, ne, lahko naredimo neke okvire, ne, ni treba tako podrobno, ne, da čisto odvisno spet od situacije do situacije, ne moramo iti v neke zaključke, ni prav, pa ni narobe, ampak kaj tukaj dejansko, kaj bo delovalo, kaj za tebe deluje, oziroma kaj je v tej situaciji potrebno, da bo to se sprovedla, ne, z lahkoto. A ne, to spet orodje dopuščanja. Ja. Si lahko v dopuščanju, da porabiš vse in karkoli je potrebno. Tako, in da si, ja. In tudi, če je potrebno poslovni načrt, ga pač narediš. Ampak brez tiste reakcije, pa moj bog, kaj,
kot sem recimo jaz bila včasih, a ne glede na te alergične v navednicah, na vse te stvari, a ne. Ampak to biti v dopuščanju, da si voljen biti res vse in karkoli je potrebno, da dosežeš tarčo. In tudi, če je to, da narediš poslovni načrt, in koga lahko povabiš v kreacijo tega. To so ta zlata orodja, ki jih imamo, da se ne izoliraš vse sam, ampak da vse molekule uporabiš, vse molekule povabiš v to, od narave, do živali, do stanovanja, v katerem si, do vseh stranke, ki so že bile, pa še bojo pri tebi. Mislim, to se mi zdi wow, kam lahko gremo, če imamo to raketo. Točno to, in dejansko lahko, celo vesolje lahko zaposlimo, celo vesolje nam je na voljo, tako nismo sami, tako da, prav, poljamerno. Kako se naša telesa v bistvu pri tem spreminjajo. Tudi to, telesa in tudi, mislim, koliko je tako, če začneš skrbeti za svoje telo, če ga začneš vključevati v kreacije, ki jih imaš, dejansko, koliko začne tudi posel rast. Torej, mislim, tako, pravzaprav, niso stvari, torej telo, da bi bil posebej, posel posebej, življenje posebej, ampak je vse povezan, če mi pač skrbimo za svoje telo, bo tudi vse druga bolj delovali, bojo se naši finančni tokovi, se bojo povečevali. Mislim, stvari niso linearne, kot jih skušamo velikokrat narediti, tako mislimo, če bom cel dan za računalnikom sedel, pa če bom cel dan neki ful tipko, neki delo, neki ne vem kaj, pač, da bo to, mogoče bo več ustvarilo, da greš na kolo, da greš plavati, da greš na izlet nekam, na počitnice, se zrelaksiraš, daš možgane na off in se v vmesnem času ti kvantna prepletanja toliko spremenijo, da dejansko ustvariš več, kot da bi, če bi cele dneve za računalnikom sedel. Tako da, tudi to mogoče ta resničnost, ko gleda pravzaprav, ko se moramo ful matrati, ful truditi, to je ena tako, to tudi jaz zdaj zelo zaveščam, čeprav sem bila že prej v smislu, koliko je lahkotnejše, koliko je lahko zabavnejše, jaz imam pač itak že drugačne poglede skozi, ampak zdaj gledam tako, koliko je cela ta resničnost v smislu, bolj ko se trudiš, bolj ko se matraš, bolj ko se napreduješ, bolj je to vredno, bolj je dragoceno. Ampak na ta način v bistvu ful sami sebe omejujemo. Torej, ker pač matramo se lahko samo do neke mere, svoje telo lahko izrabljamo samo do določene mere. Če pa dopustimo, kar je pravzaprav ta seminar, o katerem govorimo, posel na drugačen način te pa razširi v smislu, da začneš več prejemati. Tukaj se ni treba truditi, tu se ne matraš, ampak dopustiš, da stvari, po katerih sprašuješ, pridejo do tebe. Zato je meni ta seminar tukaj res dober in nisem pač posel, pa se začnejo tudi druge stvari spreminjati. Tako da pač tudi ni namen, lahko tudi pridejo otroci na ta seminar, če imajo kakšne podjetniške ambicije, kdorkoli pravzaprav, ki bi rad imel karkoli, mislim, to je res taka zakladnica orodij, to je prav noro, ki takih orodij nikjer, mislim, to sem jaz danes razmišljala, jaz sem bila na tolikih poslovnih seminarjih, pač tekom teh 15 let, ko sem bila tudi v korporacijskem svetu, na tolikih poslovnih seminarjih in v bistvu zelo malo je bilo uporabnega. Tukaj, kar pa dobiš tukaj, to so orodja, ki jih nikjer druge niti govorijo o tem, je pa dejansko čist drugačen način kreiranja posla, pa ne glede na to, kje si. Tudi če si v klasičnem poslu, v smislu, ne vem, karkoli imaš, trgovino, torej brick and mortar, ali pa, ne vem, karkoli, so ta orodja se da implementirati čisto vse posod. Ja, jaz vidim, ko delam 1-na-1 s strankami, in pač jih uporabljam ta orodja, jih učim, jih govorim o tem, in to so recimo, to je odvetnik, to so podjetniki, ki se ukvarjajo z pridelavo nečesa, in v bistvu uporabljajo ta orodja Accessova noter in se ne ukvarjajo z Accessom, kar rečemo, jaz se ne bom ukvarjal z Accessom, ali pa imajo proizvodno eni, ampak uporabljajo ta orodja čisto super noter v svojem poslu. In mislim, imajo res take napredke, skupaj delamo, rastejo veliko hitrejše kot konkurenca. Tako da
Super. Res hočem dodati to, da to ni samo za tiste, ki se ukvarjamo z aksesom. Ja. Ali pa, tako kot si rekla, za tiste, ki smo že nekje na poslovni poti. Ja. Za tiste, ki šele vohajo to, začenjajo to, ali pa sploh ne. Tako, ni treba. Če imaš ti družino, imaš posel. Če si živ, si v poslu, torej, mi tako rečemo, če s tvoje žile teče kri, si v poslu, torej, če si živ, si v poslu, tako da res to so orodja tako za res vsak dan in super, da si to omenila, zato ker znam reči za ta seminar, s katerim začnemo drug teden, to je od 26. do 30. aprila popoldan, torej oziroma od 6. do 9. vsak dan zvečer bo potekel za ta prek spleta in ni dobenih pogojev, torej ni vam treba imeti dobenega predhodnega znanja, ni potrebno imeti dobene delavnice preopravljene, tako da res je odprt za vse, tako da tukaj sam pač voljnost imeti nekaj drugačnega, tudi če imate posel, pa se vam zdi, da ste zataknjeni ali pa da nekako, da bi radi nekaj novega, To, če se s tem opremite, lahko sam, mislim, tako kreirate, mislim, tudi tako iz vsake situacije se lahko vam potegneš, kjerkoli si, lahko spremeniš energijo, tako da res, to je, meni je to magic, tudi recimo, takole pač ti udeleženci preteklih seminarjev z mano, se tako že med samim seminarjem dobili neke ideje, nove ideje, ki so jih potem implementirali in tako da začeli so več kreirati, bolj kreativni so postali, tako da vse sorte se prikaže, tako da... ene želje, ki jih imaš, pa si prej rekel, ne vem, je že čas, ali imam dovolj znanja, ali imam dovolj, ne vem, kapitala, pa kar greš. To je moja, ko zdaj pogledam, pa kar greš. Da skočiš in pač... poletiš, oziroma včasih tudi malo čofneš, dol pa se spet s temi orodji si spet pomagaš, da greš, da spet letiš nazaj, Tako da, tako da vas vabimo, če tudi vas zanima nekaj drugačnega in tudi tako, mislim, mogoče še ena stvar, jaz sem zelo tako zagovornik tega sodelovanja, ne tekmovanja, torej, koliko bi lahko tudi mi tako, da sodelujemo drug z drugim, da pogledate pravzaprav, s kom bi lahko sodelovali, šli v neko, recimo, kooperacijo, koliko lahko bi več ustvarjali, in da dejansko smo tako, da vsi nekako, mislim, tudi pogledate, koliko vam lahko druge firme, drugi ljudje prispevajo, tudi v končni fazi ni treba jih zaposliti ali pa kaj, ampak je lahko samo skozi njihova energija, tako prispevek, tako da, malo sem se zdaj izgubila, ampak torej vabimo vas, da se nam pridružite in mislim, to je pač tekmovanje, ta klasičen način, tukaj v resničnosti, tukaj gremo onkraj tega, začnemo gledati, koliko lahko pač drugače, koliko smo lahko res to tako edinstveni, kot smo in zato pač dejansko dobimo tudi na ta način kreiramo denar, to svoja drugačnost, ne s tem, da skušamo biti enaki kot vsi drugi, ampak s tem, kar resnično smo, bolj ko smo mi lažje je in boljši so naši, večji so naši biznisi, bolj se laufa. In bolj privlačni smo. Tako, bolj točno to. Samo s tem bolj, ko si ti bolj si privlačen. Mislim, kjer marketing je to? To je prav, nisem to, sem prej delala skozi v marketingu in zdaj pa tako, to je marketing, bolj ko si dovoliš biti ta drugačnost, kar si bolj si privlačen, bolj ljudje reče, kaj pa ta dela, dajmo sem, tudi je zanimivo, in ne rabiš dati nekega oglasa ven ali pa nekega billboarda, tako da res kogarkoli, če vas zanima nekaj drugačnega, drugačen način poslovanja, lahkotnejši, mogoče celo zabavnejši. Če želite bolj uživati v svojem življenju, vas vabimo, da se nam pridružite drug teden. Bomo dali tudi link tule od spodaj pod ta video, tako da si lahko pogledate več informacij, oziroma se vam tudi za Anito na voljo, če imate kakršnakoli vprašanja, da se obrnete na naju in z veseljem tudi seveda odgovoriva.
No, vse. Tako da, ja. Dobrodošli, pridite. Jaz pomislim, kaj vse bomo spremenili, kaj vse bomo ustvarili, kam bomo poleteli, tako da, ja. Ja, naj bo to res najboljše poslovno leto do zdaj. Tako, gremo beyond. Gremo beyond, gremo, ne več mala igra, ampak gremo veliko igro igrati. Tako da, ja, lepo se imejte in se vidimo. Hvala, Barbara. Čau, hvala tebi, Anita. Adijo. Čau. Čau.